Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na novinarski konferenci treh podmladkov desnih pomladnih strank, Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in pa Slovenske ljudske stranke. Odločili smo se, da skličemo to novinarsko konferenco z namenom, da pozovemo vse državljanke in državljane, da na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bo potekal prihodnjo nedeljo 20. decembra, odidejo na volišče in glasujejo proti. Desnica je močna takrat, kadar smo skupaj, kadar se povežemo in nadejam se, da je današnja novinarska konferenca, katero so pred nami že izvedli tudi ženski odbori naših treh strank in katero bodo izvedli tudi klubi seniorjev naših treh strank, naznanilo, da se v Slovenijo vrača pomlad, naznanilo, da bomo sledili številnim državam, v katerih je na zadnjih volitvah v zadnjem letu zmagala desnica, kar se je izkazalo kot potrebno strani volivcev. Kot veste, je v začetku letošnjega leta Združena levica z manevrom ob podpori ostalih socialističnih strank, takrat še obstoječe stranke Zavezništva Alenke Bratušek, Desusa, stranke Modernega centra in pa socialnih demokratov, izvedla frontalni napad na zdravo pamet v naši državi. Tisto, kar jim ni uspelo z družinskim referendumom, kar je bilo tudi zavrnjeno leta 2012, so potem udejanili s to novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s tem, ko so zakonsko zvezo kot skupnost moža in žene spremenili v zakonsko zvezo kot življenjsko skupnost dveh oseb. S tem so povsem razvrednotili pomen te zakonske zveze, katere primarni cilj je ravno v zasnovanju družine, kot pravi drugi odstavek 3. člena. In zaradi tega v Slovenski demokratski mladini menimo, da sta si ta dva odstavka v 3. členu nasprotujoča si, kajti vemo, da zaradi naravnih danosti družino lahko zasnujejo samo heteroseksualni pari, homoseksualni pa ne. In iz tega izhaja skrb, da se bo v naši državi povečalo število zlorab nadomestnega materinstva, prav tako nas tudi skrbi pojav potencialne trgovine z otroki. Več sodišč je že odločilo, da posvojitev otrok oziroma imeti otroka ni človekova pravica. Izpostavil bi tudi to, da je prva Janševa vlada, v kateri so sodelovali vse tri stranke, tista, ki je uredila istospolno skupnost. Kasneje je Ustavno sodišče določilo sicer nekatere popravke, vendar pa o posvojitvi otrok ni bilo govora, govora je bilo predvsem o dedovanju. Tako da s tem zakonom, ki ga imamo sedaj oziroma o katerem bomo odločali na referendumu, se ne sledi samo temu, kar je Ustavno sodišče takrat naložilo, ampak je tukaj širši aspekte in zaradi tega je tudi Ustavno sodišče dovolilo ta referendum. Pozivam vse, da se 20. decembra udeležijo tega referenduma, da glasujejo proti posvojitvam otrok v istospolne skupnosti, da glasujejo proti zlorabam otrok, da zaščitimo tradicionalno krščansko družino, ki jo sestavljajo oče, mama in otroci, in pa nenazadnje tudi, da rečemo jasen ne marksistični degradaciji družbe in pa da rečemo jasen ne teoriji spola. 15. člen tega zakona predvideva, da morajo šolski sistem, socialne in zdravstvene ustanove vzgajati državljanke in državljane v skladu s tem zakonom in to odpira teorijo spola tudi v šole. Nov učni program bo potreben, po katerem se bodo otroci že vse od malega učili in se jih bo pripravljalo na to, da si bodo sami izbrali spol, kajti ta teorija trdi, da se ne rodimo kot moški in da se ne rodimo kot ženske, ampak da mora družba nas tako vzgajati, da si potem sami zberemo spol. To je, kot sem že dejal, napad na vsak razum, napad na zdravo pamet in niso napredni tisti, ki podpirajo to novelo, ker če je v naši državi napredno tisto,
kar vodi k propadu družbe in kar vodi k propadu družine, potem me resno skrbi, kakšne zakone bo še predlagala vladajoča socialistična koalicija z nekaterimi sateliti v opoziciji. Zdaj pa bi predlagal, da ima besedo moja kolegica iz Podmladka Nove Slovenije.